Ste tudi vi podjetnik in se ubadate z izzivi kot vsi moji klienti? Recimo, kako voditi v vseh poslovnih funkcijah, katerekoli počnejo, prodaja, računovodstvo, vodenje podjetja, proizvodnja, karkoli, vse posod je vpleten ta ustanovitelj, direktor, kakorkoli vzamete. Imate ta isti problem? Poglejte, naj vam povem eno rešitev in dovolim, da jo komot delite kot kakorkoli želite. Nobenih avtorskih pravic ni tukaj. Največji problem, ki ga ne opazimo in ga mogoče ne znamo urediti, je ta, da ne narišemo organigram. Organigram poslovnih funkcij. Če bi jaz to vedel prvi dan, ko sem začel prvo podjetje, bi začel s organigramom. Naredil bi vse naloge, vse poslovne funkcije, katere moram opraviti in vse procese, ki jih moram narediti. Potem, ko bi povečal podjetje, ko se podjetje poveča, ko postane več dela, ko pridobimo nove kupce, bi začel iskati ljudi, ampak takrat bi najel enega za 1 uro, drugega za pol ure, pa tako naprej. Ne bi začel kar, moram zdaj zaposliti človeka, zato ker to je najtežje. Ampak še težje pa je, da ta človek, ki pride, dela samo neke impulzivne naloge, ki mu jih mi dajemo, ne ve, zakaj točno odgovarja. Zato, ko narišemo organigram poslovnih funkcij, nekateri mislijo, mi nismo tako urejeno podjetje, da bi mogli imeti to zdaj neke poslovne funkcije, vodja prodaje, vodja proizvodnje in tako naprej. Sploh ne gre za to. Imate vi lahko flat organizacijo, samo gre za odgovornosti. Vsaka poslovna funkcija ima nekoga, ki je odgovoren za to. To pomeni, zdaj na začetku ste vsi za vse odgovorni sami. Ampak, ko se razvijete, pa mora kanček stvari preideti na druge ljudi zato, da se tudi drugi ljudje počutijo pomembni. Zato, da se drugi ljudje počutijo koristni. Tisti, ki so prišli sodelovati z vami. Zato nikoli ne pozabite. Če ste v težavah, ste prezasedeni, nimate časa zase, delate po 12 do 15 ur, ste že utrujeni, ta prva stvar, narišite organigram, narišite poslovne funkcije. Iz poslovnih funkcij napišite procese in procese implementirajte tako, da jih v sodelovanju z drugimi ljudmi lahko razvijate naprej. To so organske stvari, vedno rastejo. Ampak to je srž vseh težav in rešitev poslovnih partnerjev v srednje velikih, v majhnih in pa v čist majhnih obrtniških delavnicah ravno kar. Stvari so se zamenjale, ampak ljudje ostanemo v principu isti. Torej, naredite najprej skico, procesi, potem pa kultura pride, potem pa komunikacija.